Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj pred nami je največji slovenski državni praznik, dan državnosti. In glede na to, da se v teh časih, ko se pripravljamo na praznovanje, tudi okrog nas veliko dogaja in so ponovno v ospredju nekateri vidiki nacionalne varnosti, se mi zdi, da je prav, da naredimo nekaj primerjav ob tem prazniku med časom leta 1991 in sedanjimi časi. Zdaj meni je žal, da ni tukaj predsednika vlade, gospoda Peterleta iz tistih časov, ker bi on verjetno na samem začetku izpostavil en vidik, ki se ob tem praznovanju premalo izpostavlja. To pa je vidik tega, da takrat ni bilo pomembno zgolj, da se ubranimo ali pa da ubranimo samostojno državo, ampak je bilo pomembno tudi to, da ta država preživi. In ob vseh teh praznovanjih dneva slovenske državnosti je običajno ta vidik precej zapostavljen. Nekateri se boste spominjali, tisti starejši, da se je takrat veliko govorilo o tem, kako če se bomo osamosvojili, bomo jedli travo. In da Slovenija ne more preživeti. Celo nekateri, ki so bili del naše vlade, pa so jo potem zapustili, so govorili, da je slovenska ekonomija tako vezana na jugoslovanske trge, da sama Slovenija gospodarsko ne more preživeti. Tako da v teh pripravah na osamosvojitev je bilo veliko energije posvečeno tudi pripravam na, ali pa po domače rečeno, pripravam zalog in pripravam na situacijo, ko se dejansko lahko zaprejo številne logistične verige tako proti jugu, vzhodu in zahodu. Zdaj, kolega Bavčar je takrat, poleg tega, da je bil minister za notranje zadeve, vodil tudi koordinacijo priprav teh konkretnih ukrepov. V okviru teh sestankov smo se sestajali takrat z vodilnimi v slovenskem gospodarstvu in oni so nas v veliki meri takrat prepričali, da stvar ni tako pesimistična, da so zaloge, da se da tudi brez jugoslovanskih trgov in da bo bolje, potem ko bo mogoče nekaj časa precej napeto. Tako da recimo drugo leto, ko bo okrogla obletnica teh dogodkov, bi bilo prav, da predsednica države ali pa tisti, ki imajo čez državno odlikovanja, mogoče kako medaljo pripnejo tudi tistim, ki so v tistem času skrbeli za to, ne samo da smo ostali, ampak tudi za to, da smo preživeli in obstali, kar se tiče teh gospodarskih priprav na osamosvojitev. Kljub temu, da je bila po razglasitvi samostojne države potem vojna, v slovenskih trgovinah ni zmanjkalo niti enega živila, nihče ni bil lačen. Poskrbeli smo celo za 5000 vojnih ujetnikov, ki smo jih imeli. Tako da je bil ta vidik tudi zelo dobro izpeljan. Dovolite pa mi, da jaz naredim nekaj primerjav z obrambno-varnostnega oziroma nacionalno-varnostnega vidika, glede na to, da je zdaj v ospredju razprava o tem, kako se organizirati, koliko denarja potrošiti za to, da bo Slovenija varna država. Ta debata je bila zelo živa in živahna in tudi zelo vroča tudi v tistih mesecih pred slovensko osamosvojitvijo. Imeli smo razpravo, ki je bila dolga, mislim, da 5 mesecev o proračunu, v časih, ko bi morali proračun sprejeti nekaj tednih. Opozicija je bila precej intenzivno proti vsem sredstvom za obrambo in bile so pravzaprav, kar je paradoksalno, večje težave z tem, kako zagotoviti denar za lastno vojsko in za lastno obrambo, kot pa še naprej plačevati denar za jugoslovansko armado, za katero smo vsi vedeli, da bo v kratkem naš največji nasprotnik.
Zdaj v številkah, če to primerjamo s temi odstotki pa s temi milijardami, ki se zdaj omenjajo, je šlo takrat za praktično minimalna sredstva. Kljub temu, primerjalno vzeto, je danes slovenska obrambna moč na nižji ravni, kot je bila v času pred slovensko osamosvojitvijo in tudi na nižji ravni, kot je bila recimo leta 1994, ko smo bili po moji oceni vojaško najmočnejši. Se pravi, potem, ko je Slovenija že vzpostavila lasten sistem vojaškega usposabljanja, obnovila staro ali pa delno porušeno vojaško infrastrukturo, delno posodobila oborožitvene sisteme in vzpostavila organizacijo, ki je bila za slovenski prostor učinkovita. Slovenski parlament je pred nekaj tedni ali pa 2 tedna nazaj sprejemal neko resolucijo, obrambno resolucijo, v kateri je neka zaveza, da bo Slovenija do leta 2030 prišla tam na 3% BDP-ja za obrambne potrebe in da bo v tem času nekako zagotovila tudi do 10.000 poklicnih vojakov in do 30.000 rezervistov. V tej resoluciji ni napisano, kako bomo do tega števila prišli, ker trenutno ima slovenska vojska, mislim, tam okoli 6.000 vojakov, pa kakšnih 1000 pripadnikov pogodbene rezerve. Zdaj, kako bomo prišli, kako bomo nadomestili to razliko med 1000 in 30.000, pač v teh dokumentih ni napisano, zato ker se vsi izogibajo dilemi, ali ponovno vzpostaviti obvezno vojaško usposabljanje ali ne, brez tega pa seveda rezervne vojske ni. Ti imaš sicer lahko na seznamu, kolikor hočeš ljudi, če niso vojaško usposobljeni, to seveda nič ne predstavlja. Zdaj tisto, kar je pa največja diskrepanca med recimo časi, ko je bila Slovenija obrambno najmočnejša, in časi zdaj pa so številke oziroma so vsote denarja, ki ne bi jih namenili za to. Zdaj tehnika, če nimaš ljudi, nič ne pomaga. Jugoslovanska armada je imela ogromno tehnike, v veliki meri plačane z našim denarjem, pa so vseeno praktično izgubili vse vojne na ozemlju bivše Jugoslavije. Se pravi, ljudje so prvi in zdaj ključen poudarek tega, kar jaz govorim, ali pa motiv tega, da sem predlagal to novinarsko konferenco ob tej obletnici, je, da se odločevalci v Sloveniji zamislijo in ob tem, ko se govori o silnih milijardah, ki bi jih zdaj namenili za obrambo, postavijo na prvo mesto tisto, kar je treba pač dejansko postaviti na prvo mesto, ko govorimo o obrambni moči države, in to so ljudje. In dokler ta dilema ne bo razrešena, vse te milijarde, ki ne bi se namenjale za obrambo, pač ne bodo imele veliko učinka. Zdaj, mislim, da imamo tudi en graf pripravljen, glede tega, koliko je bilo v času pač največjih spopadov, v času vojne za Slovenijo, pripadnikov teritorialne obrambe po dnevih. Iz tega grafa se približno vidi, koliko je koliko moštva pač prenese slovenski prostor ali pa koliko ga je možno racionalno uporabiti v neki obrambni vojni. In če bi danes ponovno prišlo do takšne situacije, potem ne sem, da imeli težave s tehniko, kot jo imamo zdaj. Imeli velike težave s tem, kako zagotoviti te številke. Nesmiselno je, da se ob vseh teh debatah zdaj v parlamentu in drugod na Ministrstvu za obrambo pogovarjajo o tem, koliko bataljonskih skupin lahko Slovenija zagotovi za NATO. To je drugotnega pomena. Mi nimamo obrambe zaradi NATO, mi imamo obrambo
oziroma vojsko zaradi potrebe po obrambi lastne domovine in lastne države v primeru nevarnosti. Res pa je, da smo tudi del tega Severnoatlantskega zavezništva, da je kolektivna obramba vedno cenejša od individualne in da je tudi te obveznosti treba resno imati, ni pa to enostavno na prvem mestu. Se pravi, najprej se morajo odločevalci vprašati, kako priti do situacije, v kateri lahko zagotovimo takšno število za boj usposobljenih vojakov in se na drugem mestu pogovarjati, koliko denarja rabimo za to, da bomo to suportirali. V letu, ko je bila Slovenija, kar se tiče obrambne moči, glede na število, najmočnejša, to so leta 94, 95, mogoče 96. Veste, koliko je bil takrat naš obrambni proračun preračunan na realno vrednost. Leta 94 smo dali za obrambo 1,7% BDP-ja, kar je takrat zneslo okrog 200 milijonov evrov. In smo lahko poklicali pod orožje blizu 50 tisoč pripadnikov za ta sredstva. Zdaj se govori o 2 milijardah, imamo pa 7 tisoč ljudi, ki jih lahko pokličemo za obrambo domovine. Se pravi, ta diskrepanca je ogromna in stvari enostavno ne gredo v pravo smer. Toliko z moje strani. Zdaj pa mogoče gospod Kacin, ki je tudi takrat času osamosvojitve največ govoril. Hvala lepa, Jan, spoštovani. Ker tedanjega predsednika izvršnega sveta oziroma vlade, v kar smo se preimenovali z osamosvojitvijo, danes ni, bi se jaz vrnil na leto 90. Nič od tega se ne bi zgodilo, če ne bi prišlo do političnih sprememb, če ne bi bilo prvih demokratičnih volitev in potem razmerja sil, ki je omogočilo, da je koalicija Demos prevzela oblast in si postavila zelo jasne cilje. Drugo, kar bi Lojze, če bi danes bil tukaj, povedal, je dejstvo, da je Demos imel velike kadrovske težave popolniti ta izvršni svet oziroma vlado in da nekaterih resorjev pač nihče iz Demosa ni hotel prevzeti in zato se je posledično v vladi znašlo tudi precej ljudi, ki niso bili iz Demosa. Lojze običajno pove, da je bil minister za energetiko sin Vide Tomšič in da je izjemno korektno opravljal svoje delo. Jaz se moram spomniti vedno Jožice Puhar, ministrice za delo, ki je tudi opravila veliko delo v teh težkih časih, posebej še potem po razglasitvi osamosvojitve, ko so delovna mesta propadala in nikoli nismo zamujali ne s pokojninami, ne z nadomestili, s socialno pomočjo. To so vse dosežki, ki so zelo pomembni. Ko pa je obrambni minister govoril o številkah, bi jaz spomnil, da smo nekaj dni pred plebiscitom v Kočevski Reki imeli postroj, kjer smo sebi, javnosti in seveda Beogradu pokazali, da smo pridobili orožje kljub tem težkim razmeram. Takrat so bile pokazane nove singapurske, v bistvu pa ameriške puške, armbrusti protioklepni in tudi to je bil eden od elementov, ki je ljudem navdihnil samozavest pred plebiscitom in ta sporočila so nas potem nosila vse tiste mesece naprej. Jutri bo veliko govora o 34. obletnici, ampak jaz mislim, da je treba govoriti o 35. obletnici. Brez prvih volitev ne bi bilo ničesar. Drugo, kar se mi zdi pomembno, je, da smo se mi res organizirano pripravljali
na to našo samostojnost. Pomemben element tega je bil tudi zagotoviti pogoje za služenje vojaškega roka prvi generaciji slovenskih vojakov. In v tej luči bi jaz tej vladi toplo priporočal, naj vendarle vidi toliko naprej, pa naj začne obnavljati vojašnice, da bi v primeru, da bi potrebovali splošno vojaško obveznost, vendarle imeli te obveznike ali pa prostovoljce, kam nastaniti in jih potem tudi primerno servisirati v času, ko se intenzivno usposabljajo za obrambo domovine. To bi morala biti ena od pomembnih prioritet v tem trenutku, če izhajamo iz iztočnice, da je izhodišče človek, potem pa je potrebna tudi tehnika. Torej, jaz sem skupaj z pokojnim Andrejem Androm Ocvirkom, ki je nasledil podpredsednika, ki je bil pristojen za gospodarstvo, in z Dušanom Šešokom, ki je prevzel Ministrstvo za finance, aprila vstopil v to vlado in imeli smo res pravzaprav samo 2 meseca časa do skrajnega roka in to je bil čas intenzivnih priprav, v času katerih smo seveda poskrbeli tudi za urjenje teritorialne obrambe, posebej policija oziroma tedanja milica je imela mobilizirano veliko ljudi in ti ljudje mi še danes pripovedujejo, da so se nastreljali za celo življenje do vojne, ker so se ves čas urili. Skratka, jaz sem tudi bil obrambni minister, pa vam povem, da je najdražje orožje tisto, ki ga nimaš. Tisto je neskončno drago in takrat, ko ga najbolj rabiš, ga najbolj potrebuješ. No, ampak moja dolžnost je bila, da pravzaprav komuniciramo to našo osamosvojitev, ker ključno dejstvo je bilo, da v tistem trenutku v Evropi in pa i šire, kot bi rekli v Srbiji, ni bilo nobene države, ki bi podpirala slovensko osamosvojitev, če izvzamemo sosednjo Hrvaško. Nihče nas ni podpiral, ker so se vsi bali razpada tedanje Sovjetske zveze in v tej luči jaz običajno povem eno zgodbo, ki je naši javnosti premalo znana. Ko smo mi dosegli tak rezultat na plebiscitu in je bilo jasno, da bomo šli v implementacijo osamosvojitve, si je JLA vzela pravico, da se razglasi za čuvarja federacije in da stori vse, kar je v njeni moči, da prepreči osamosvojitev Slovenije, v oklepaju, in Hrvaške. In zato se je ves čas trudila, da bi dobila pooblastilo, da prevzame oblast v Jugoslaviji, da izvrši državni udar. Najbližje temu smo bili v mesecu marcu, ampak mi tega takrat nismo tako jasno videli, kot vam danes to pripovedujem. Takrat so sklicali predsedstvo SFRJ in zahtevali prenos pooblastil. Razmerja sin ni bilo, dr. Danovška tudi ni bilo tam in dokler ni prišel, je tedanji obrambni minister odpotoval v Moskvo in iskal tiho podporo za vojaški udar. To podporo so imeli povsod na Zahodu, v Moskvi so pa rekli, ja, pogojno, ampak šele potem, ko bomo mi prevzeli oblast v Moskvi in odstavili predsednika Gorbačova. In JLA je izgubila ta zalet, to strašno željo, da prevzame oblast takoj, takrat. Je pa posegla 26. in takrat se je začel odvijati scenarij iz marca leta 1991 in jaz običajno povem, da je tisti Adžičev nagovor, tisto rohnenje, grmenje in grožnje je bilo spisano za nastop 3 mesece prej. Ne glede na vse, kar danes govorimo o tej vojni, to je bila prava vojna, jaz sem sicer tam nek 5., 6. dan vojne, skupaj z Dimitrijem sva bila v Zagrebu, slišal, da je to operetna vojna, ne sicer iz kogarkoli iz naše strani, ampak vendarle ne smemo pozabiti, da je v Sloveniji izgubilo življenje več kot 70 ljudi, da so bile vse to res družinske travme in krize, padali so policisti, teritorialci,
civilisti, pa tudi vojaki JLA na drugi strani, teh je bilo bistveno več kot nas. Torej, tisto, kar se mi zdi najpomembnejše danes reči ob tej obletnici, v 10 dneh smo se na podlagi doseženih rezultatov na terenu iz objekta zasmehovanja in poniževanja, JLA je bila prepričana, da se bomo razleteli in morda celo bežali v tujino, spremenili v subjekt soodločanja. Sedli smo za pogajalsko mizo, tam je sedel Miran Bogataj, se je trdo pogajal za te stvari. In na podlagi vsega tega je JLA vendarle potem racionalno ugotovila, da tako ne bo šlo in da je postala neoperativna. Ko so še v Beogradu pred Zvezdnim sekretariatom za obrambo starši po slovenskem zgledu, tako kot so naši starši zahtevali, da se vrne slovenske fante v Slovenijo, zahtevali, da jim vrnejo sinove iz Slovenije, se je JLA morala odločiti edino racionalno, da se iz Slovenije umakne in da se reši, kar se rešiti da. Torej, še enkrat, od prvih volitev pa do plebiscita je minilo pol leta. V naslednjega pol leta smo dosegli vse, kar je bilo potrebno za to, da smo razglasili, pripravili, zavarovali, branili in ubranili Slovenijo. Naslednjega pol leta smo se trudili za mednarodno priznanje in smo ga dobili prej kot v pol leta. No? In to bi rekel, je bil izjemen strateški uspeh Demosa, ki pa se je žal sam sebe razpustil predčasno zaradi tega, ker pač nekateri niso videli čez in niso videli priložnosti, da marsikaj, kar še danes ni postorjeno, postorimo takrat na samem začetku in to še danes prispeva k temu, da civilizacijsko ne razumemo Zahoda, čeprav smo del Zahoda, da ponekod revolucija še kar traja in da niti recimo tistih pomorjenih romskih otrok iz Iga ne moramo pokopati v najlepšem mestu na svetu. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj seveda ne bom delal primerjave, kaj je bilo takrat 90. in 91. razen morda v delu, kjer sem v bistvu največ časa porabil in na katerem sem delal potem nekaj časa tudi v vladah, v katerih sem sodeloval. Gre namreč za koordinacijsko skupino oziroma delovno skupino, ki je pripravljala osamosvojitev. Imela je nekaj delovnih skupin, 11, 13 mestoma. In tam smo pripravljali praktično vse pomembno, kar je bilo potrebno za to, da naredimo državo. Da dobimo končno svojo državo. Slovenija je, kot veste, vedno bila v nekem okolju, ki je zagotavljal neko varnost in prosperiteto, tudi neko kulturno avtonomijo s svojim jezikom. Od Avstro-Ogrske, tudi v obe Jugoslaviji smo prišli več ali manj, bom rekel, bolj po nekih slučajih in brez neke jasne opredelitve za to federativno ureditev in pravzaprav je plebiscit in seveda s tem Demos prvi, ki je imel to politično moč in zelo jasen cilj za to, da je postavil to usmeritev v svojo lastno državo. Znotraj vlade in delno tudi zunaj, predvsem v tem, kar je bilo že rečeno v pogovorih in sodelovanju z slovenskim gospodarstvom, takrat še socialističnim družbenim gospodarstvom, podjetij v družbeni lasti v tej slovenski inačici državnega socializma, smo pripravljali vrsto rešitev za ta preskok. Zelo
bom rekel, odkrito in resnicoljubno rečeno je, da smo imeli veliko težav pri tem. Že sami ministri, ki so formirali posamezne in vodili posamezne delovne skupine, so imeli veliko težav z formiranjem neke lastne politike. Spominjam se velikih dilem, še posebej v času, ko je gospodarski resor vodil podpredsednik Menzinger o, bom rekel, carinah, zveznih carinah, naši lastni, bom rekel, usmeritvi. Po drugi strani se spominjam dilem okoli lastnega denarja, čeprav smo recimo ravno to vprašanje izjemno učinkovito rešili, zelo hitro. Ko je prišel Šešok, hitro smo dobili in bone in potem lasten denar, ker je tako ekonomsko kot politično in logistično izjemno velik zalogaj. Vendar po drugi strani bi lahko rekel, da je bilo zelo malo predstav, tudi znotraj državne uprave, ki ni bila slabo kadrovsko zasedena. Če bi moral narediti neko primerjavo z današnjo, bi celo rekel, da je bila bolj učinkovita. V tistem trenutku podedovana sicer iz prejšnje države, ampak en del, en segment ljudi je bil visoko strokoven, visoko izobražen. Spominjam se tistega dela, s katerim sem sodeloval znotraj Ministrstva za notranje zadeve, ker smo pripravljali ključno zakonodajo z področja tujcev, državljanstva in podobno. Ampak kljub temu je bilo misliti lastno državo zelo naporno. Tako da en del tega, kar danes vidim in gledam, pravzaprav razumem. Razumem, da je teh 30 in še nekaj let pravzaprav malo v kreiranju neke lastne državnosti. In vse te zgodbe, ki jih poslušam o slovenski lastni državnosti in o tem, kdaj vse smo imeli prvo vlado in tako naprej, so res prave bajke proti temu, s čimer smo se mi soočali takrat zelo resnično, ko smo postavljali temelje slovenske države. To ni bilo enostavno tudi zaradi okolja, v katerem smo takrat delovali. Jelko je rekel, da nas je podpirala Hrvaška. Hrvaška nas ni podpirala. Hrvaška je bila proti temu, da vzpostavimo medsebojno mejo do zadnjega trenutka in tudi, ko je šlo najbolj zares, je Tudžman ukazal Špeglu, da ne sme vojaško in kakorkoli drugače logistično pomagati pri obrambi slovenske države. Tako da smo mi pravzaprav bili v tistem trenutku res osamljeni v teh naporih, ne samo zaradi tega, ker smo imeli sami znotraj velike težave, da so ljudje začeli razumevati, kaj pravzaprav pomeni postavljati svojo lastno državnost, ampak tudi zaradi okolja, v katerem smo se takrat znašli in smo takrat bili že kar nekaj časa. Mislim, da je pomembno, da smo potem delno kompenzirali ta manko postavljanja lastne državne ureditve skozi pogajanja z Evropsko unijo. Mi smo takrat v tistih 31-32 delovnih skupinah pravzaprav implementirali evropsko zakonodajo in hkrati postavljali temelje slovenske države. Vrsta rešitev, ki jih imamo danes, so pravzaprav posledica ne naših velikih, bom rekel, pričakovanj od lastne države, ampak na nek način prisile, da smo vstopali v Evropski klub. Da smo vstopali v Evropski klub in na ta način, bom rekel, bili prisiljeni implementirati vrsto te zakonodaje. Tako da mislim, da bo trajalo še nekaj časa, da bomo to svojo lastno državo zgradili. Mislim, da je to v veliki meri tudi posledica dejstva, da smo, bom rekel, tudi danes, ko se ozrem po tem političnem prostoru, vidim razmeroma malo te zavesti v političnih strankah o lastni državnosti. In tudi lahko bi rekel, da je ta točka, ki je definitivno točka sodelovanja različnih politik, premalo izpostavljena, ker lastna država je točka, ki zadeva pravzaprav vse politike. Seveda je to tudi bitka za moč znotraj, to vidimo povsod, bom rekel, tudi v zelo razvitih državah, ki so že zdavnaj vzpostavljene,
je politična borba za oblast znotraj. Ampak kljub temu je neka točka, ki bi se jo morali zavedati in ki smo jo mi takrat leta 90-91 postavili, in to je točka naše lastne državnosti. Ko gledam te naslove, Slovenija država iz leta 91, štejejo dejanja, ne besede in tako naprej, nikomor ne bomo prodali svoje duše in tako naprej, se mi zdi, da so vsi te naslovi danes še zelo aktualni in da je potrebno, bom rekel, tudi te, ki so te besede izrekli, spomniti na nje, zaradi tega, ker velikokrat so bila prav dejanja tista, ki so nas odvrnila od temeljnih ciljev. Hvala lepa. Tudi današnji dogodek oziroma današnja tiskovna konferenca je posvečena vprašanju nacionalne varnosti, če sem prav razumel. Najprej bi rekel, da seveda varnost zagotavlja vojska, o tem je bilo zdaj precej govora, varnost pa zagotavlja tudi diplomacija. Mi smo začeli praktično iz nič. Tisto, kar je bilo, ni imelo niti svoje vojske, niti svoje diplomacije, vse to je bilo v jugoslovanskih rokah. In jaz mislim, da ni mogoče podcenjevati zgodovinskega trenutka. Peterle, naš predsednik, je večkrat rekel, da se nam je takrat nasmehnila zgodovina. Dejansko se je nehala hladna vojna, to je bil konec hladne vojne in takrat so se dogajale velike spremembe vse povsod. V Sloveniji večje kot drugod, na Češko-Slovaškem, na Poljskem in tako naprej, ni bilo toliko, da tako rečem, teh zagonskih problemov, kot jih je bilo pri nas v Sloveniji, pa vendarle smo bili zelo uspešni in smo dosegli svoje cilje. Zdaj, kot rečeno, za varnost skrbita vojska in diplomacija v bivši Jugoslaviji. Tu sedi z nami Igor Omerza, ve, da je varnost takrat bila v rokah državne varnosti, ki se je imenovala UDBA, ampak to seveda ni bila tista varnost, o kateri želimo danes, oziroma o kateri danes govorimo. Če poenostavim, v bistvu poznamo dva sistema varnosti, kolektivno varnost in nacionalno varnost. Zdaj, ameriški zunanji minister, čigar ime smo si vsi zapomnili, Henry Kissinger, nekdanji minister, je med drugimi napisal tudi knjigo, ki se imenuje World Order, svetovni red, svetovna ureditev, to je bilo leta 2014. No, on je ta dva sistema, nacionalna varnost, kolektivna varnost, povezal z dvema odločilnima osebnostma, avstrijskim Metternichom in nemškim Bismarckom. Njegov vzgled, namreč Kissingerjev, je bil Metternich, ki je po razkroju francoske revolucije in francoskega nacionalnega interesa, to je bil pač francoski nacionalni interes, pravzaprav s pomočjo tudi francoskega kolega Talleyranda na Dunajskem in na Ljubljanskem kongresu, ne smemo pozabiti Ljubljanskega kongresa, bil je pomemben dogodek v tistem času, 1821. leta, povezal evropske države v zavezništvo, ki mu pravimo evropski koncert. Torej, zavezništvo praktično vseh pomembnih evropskih držav, temu zavezništvu se reče evropski koncert. Danes imamo seveda tudi različna zavezništva in tudi danes govorimo o kolektivni varnosti, bom poskušal povedati, kako. Torej, revolucija, revolucionarni razvrat, se je moral umakniti mednarodni ureditvi, ki je uveljavila stabilnost, mednarodno solidarnost, ravnotežje,
No, kljub vzponu nacionalnih interesov, takrat se je ustanavljala Italija, malo pozneje Nemčija kot nacionalna država. Torej, kljub temu je sistem zdržal do naslednje revolucije, do oktobrske revolucije in prve svetovne vojne. Ta je po različnih kombinacijah, ovinkih in premorih trajala tja do leta 1990. Torej, tu se jaz strinjam s tistimi zgodovinarji, ki vidijo neko kontinuiteto med prvo svetovno vojno in koncem hladne vojne. Ta je prinesel konec Sovjetske zveze, Jugoslavije, prinesel neodvisnost mnogih evropskih držav, seveda tudi Slovenije. Prebujena samoodločba in nacionalni interesi so prepoznali uspeh v kolektivnih varnostnih organizacijah, kot so Organizacija Združenih narodov, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, ki je Slovenija nekoč celo predsedovala, Evropska unija, NATO. Slovenci smo se takrat v začetku, predno smo vstopili v NATO in Evropsko unijo, prepustili praznovanju. Vsi navzoči najbrž se spominjajo tistih evforičnih dni po koncu vojne in po začetku slovenske državnosti, ko je to mednarodno priznanje seveda še na nek način sporno. Prepustili smo se praznovanju in bili smo zelo razigrani. Praznovali smo potem mednarodno priznanje, pač pa nas je nekdo takrat, in to nalašč omenjam, opozarjal na nevarnosti, ki pretijo. Decembra 1992, skratka, Slovenija je že bila svoja država, bila mednarodno priznana in tako naprej, se je udeleževala mednarodnih konferenc. Decembra 1992 v Štokholmu na konferenciji o varnosti in sodelovanju v Evropi je ruski zunanji minister imel dva govora, in sicer je v teh dveh govorih, eden je bil fingiran, drugi ne, rekel, da ima Rusija dve možnosti: sodelovanje z Evropo oziroma v Evropi in z Evropsko unijo ali obrat k Aziji. On je takrat zelo natančno napovedal to, kar se je pozneje dogajalo. No, gledajte, Slovenija je sprva za svojo varnost poskrbela sama. Najbrž v tem ni dvoma. Tudi s pomočjo recimo ene države, ki je danes vsak dan na ustih naših voditeljev, tudi s pomočjo Izraela, česar seveda ne bi smeli pozabiti. No, od leta 2004 potem seveda s članstvom v Evropski uniji in NATO. Rusija je v začetku pokazala interes za slovenski mednarodni položaj. Podpirale so jo potem, ko je bila država, oziroma ko je nastajala kot država, Hrvaška, baltske države, ti so bile zelo, kaj ne rečem, zgodnje, Avstrija. Ne smemo pozabiti, kaj je za nas naredila Avstrija v tistem času, v tistem začetnem času. Nekateri pravijo, da je bila Hrvaška, pa ne kdo vse. Avstrija je bila naš, da tako rečem, zelo zanesljivi zaveznik. Jaz kot tedanji minister za zunanje zadeve sem to praktično vsak dan doživljal. On je seveda imel nasprotnika v sami vladi, to je bil Vranicki, ki se je obotavljal. Če bi bilo po Mokovo, bi Slovenija bila priznana že tako rekoč po koncu sovražnosti, oziroma po Brionih. No, Slovenija je bila vključena v različne sisteme kolektivne varnosti, sem jih že vse imenoval, večino imenoval OZN, OVSE, Evropska unija, NATO. Po letu 2008 pa so ti sistemi doživeli različne negativne udarce in o tem mislim, da bi morali nekoliko več govoriti. Danes ne bo časa, ampak bo pa čas prišel, ko bo treba o tem govoriti. Evropska unija je dobila lekcijo od ameriškega predsednika, da uživa, namreč Evropska unija, z njo tudi mi, v brezplačni vožnji, kot se reče.
Očitek, ki je bil takrat, ki ga je večkrat izrekel Trump, je še posebej neprijeten za Slovenijo, ki se prepušča žal brez kazni levičarskim predsodkom v zvezi z NATO-om, Ameriko, potratnostjo, vojsko, orožjem in tako naprej. Debate o naši oborožitvi in o naši vojski so zelo pogosto popolnoma nekvalificirane. Kot rečeno, je po koncu konca hladne vojne. Rekel sem prej konc hladne vojne in zdaj pravim konca hladne vojne, začetek nove vojne na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in tako naprej, aktualna postala nacionalna varnost. V tem času smo doživeli posebni izziv v Evropski uniji, kjer naj bi namesto soglasja uvedli večinsko glasovanje. To je ena velika sprememba, če bo do nje prišlo. Aktualna vlada je sama prispevala k naraščanju negotovosti, ki se kaže v odnosu do Izraela, Palestine, Rusije in Ukrajine. Torej, imamo opraviti z neko negotovostjo, ki je resen problem in zahteva resno analizo. Postavljamo se vprašanje, kako bo Slovenija varovala svoje nacionalne interese v družbi z zahodnimi in srednjeevropskimi državami, mogoče v kombinacijah. Nekateri mislijo v kombinacijah z Rusijo, v kombinacijah s Kitajsko in tako naprej. V vsakem primeru potrebujemo izkušeno, premišljeno na Zahod in k mednarodni solidarnosti usmerjeno zunanjo politiko. O nacionalni varnosti je mogoče govoriti na različne načine. Navsezadnje, kdo govori največ o nacionalni varnosti? Vladimir Putin govori o nacionalni varnosti, o tem, da Rusija ne more preživeti brez tega, da zavzame še nekaj držav okrog sebe. Navsezadnje tudi Trump je začel to razpravo o nacionalni varnosti. No, glejte, naše debate o državnosti in varnosti, državni varnosti, nacionalni varnosti, se bodo morale nekoliko, da tako rečem, nekoliko zgostiti, pospešiti in tudi kvalificirati. Navsezadnje vojska, slovenska vojska ali pa vsaka vojska v sistemu NATO ne brani samo svojih meja, ampak branimo sistem NATO in tisti, ki pravijo, mi pa ne bi naših fantov pošiljali tam v druge dežele in tako naprej. To je seveda zelo starinsko, starokopitno in nesmiselno razmišljanje in s tem bom ta svoj prispevek končal. Hvala. Morda kakšno vprašanje iz vaših strani? Izvolite. Že mogoče Bob Tele, če bi morda začel pri zadnjem konfliktu. Vi ste, gospod Janša, čestitali predsedniku Trumpu pri zadnjem posegu v Iranu. Se strinjate morda s tezo, torej, da Izrael in pa ZDA opravljajo delo oziroma skrbijo pravzaprav varnost za varnost Zahoda s tem posegom v Iranu? Jaz sem v bistvu napisal, da gre za dobro opravljeno delo, da je to čestitka, ste vi prevedli, tako da mogoče morali kakega prevajalca zamenjati. Ampak ni to pomembno. Pomembno je to, da prvič Izrael skrbi predvsem za svojo lastno varnost. Združene države tudi skrbijo predvsem za svoje lastne interese. Res pa je, da se v veliki meri ti interesi pokrivajo tudi z našimi interesi, pa z interesi Zahoda, ker je tudi nam interesu, če racionalno razmišljamo, da režim, kakršen je iranski, ki drastično zatira tako lastno ljudstvo, kot tudi ogroža svoje sosede in celo
celo regijo, ne pridobi jedrskega orožja. Ne, jaz sem se zelo nasmihal nad komentatorji, ki so rekli, da zdaj, ko je pa ta ameriški bombni napad vsaj močno poškodoval, če že ne uničil kapacitete Irana za obogatenje urana in pač proizvodnje jedrskega orožja, da smo pa zdaj na pragu tretje svetovne vojne. Ne, dan potem, ko so se zgodili ti napadi in ko je Iran izgubil to možnost, smo bili dlje od tretje svetovne vojne. Ker kaj lahko povzroči, tudi če ne uporabljamo tega izraza tretja svetovna vojna, ampak jedrski spopad. Verjetno jedrsko orožje v rokah nekega režima, ki nima nobenih skrupul. In iranski režim nima nobenih skrupul niti do lastnega ljudstva. To je režim, ki je v času malo pred našo osamosvojitvijo v enem tednu pobil 30 000 političnih zapornikov. Enostavno so vse politične zapornike, ki so jih imeli v zaporu, odpeljali na morišča in so jih postrelili. Tudi oni imajo svoje hude jame pa Macesnove gorice. Niso postrelili Izraelce, postrelili so lastne politične zapornike. In od takrat naprej so v Iranu usmrtili še 12 do 15 000 političnih zapornikov, vključno z ženskami, ki so jih drugič našli na ulici z odkritim obrazom. Tako tisti, ki ta režim zdaj branijo, češ, da je boljši od Američanov, ki so jim zdaj zbombardirali te nuklearne kapacitete, mislim, so protislovni sami v sebi. In to kategorijo že spada velik del slovenskih medijev. Tako da jaz lahko postavim obratno vprašanje. Ali mislite, da je jedrsko orožje v rokah iranskega režima nekaj, kar prispeva k naši varnosti, ali je to nekaj, kar zmanjšuje našo varnost? Samo na to vprašanje si je treba odgovoriti. Danes se v Hagu začenja dvodnevni vrh Zveze NATO. Pričakovati je, da bodo države zaveznice sklenile dogovor, da bojo do leta 2035 za obrambo namenile 5% BDP-ja. A se vam zdi to dober dogovor, primerni odstotki, ki bi vzeli teh 5% BDP-ja? To se mene sprašujete, ali se? Jaz pač mislim, da slovenska vojska ali pa slovenska država v stanju, v kakršnem je zdaj, ni sposobna racionalno uporabiti teh 5% BDP-ja za obrambo. Ko se je v parlamentu sprejemala že omenjena obrambna resolucija, smo mi na to opozorili. Tam je glavni dejavnik obrambne moči popolnoma zanemaren. Napisana je neka številka, da si odločevalci želijo, da imeli do 10 000 profesionalnih pa do 30 000 rezervnih vojakov, ne povejo pa, kako bomo do tega prišli. Glede na to, da je pač od 7 000 do 40 000 velika razlika. In v tem so še na vprašanje, kaj to pomeni, da bomo uvedli neko obliko obveznega ali pa delno obveznega vojaškega usposabljanja ali pa nacionalne službe, smo dobivali različne odgovore od različnih dejavnikov. To je prvo. Drugo, tisto, kar bi v smislu obrambne moči, ali pa tisto, kar naj bi imeli leta 1935 v smislu obrambne moči v Evropi, bi potrebovali zdaj. Ker zdaj je grožnja tukaj. Imamo ruske tanke v državi, ki si želi postati članica Evropske unije, in Evropska unija je pravzaprav temu naklonjena. Želijo si postati tudi člani NATO. Če bi dobili to možnost leta 2008, potem te vojne ne bi bilo.
ampak so odločevalci takrat pač naredili strateško napako. Tudi Rusija je bila drugačna, ne. Če bi se takrat te, rekel, imperialistične težnje Putinu omejilo, mogoče imeli čist normalen rekel, strateško-partnerski odnos z njimi. Nenazadnje smo mi v času prvega predsedovanja leta 2008 z Rusko federacijo izpogajali naslednji 5-letni strateški partnerski sporazum z Rusko federacijo. Kolega Dimitrij Rupel, ki je takrat znani minister, je na tisoče kilometrov naredil za to, ne, da smo te stvari uskladili. Ampak vmes je bil ta žalostni vrh NATO v Bukarešti, aprila leta 2008, kjer se je preložilo odločanje o začetku pogajanj z Gruzijo in z Ukrajino za članstvo v NATO. Ni časa, da vam podrobneje razložil, kako nas je Vladimir Putin takrat nalagal, na tistem sestanku, kjer je tudi bil. In mi smo potem junija podpisali v Hanti-Mansijsku ta sporazum med Evropsko unijo in Rusko federacijo, ki pa nikoli ni bil ratificiran, ker so ruski tanki potem, ko smo mi že odložili predsedovanje oziroma ga predali Francozom in so šli vsi na dopust, vdrli v Gruzijo. Uvedene so bile neke smešne sankcije, ki niso k ničemur prispevale, ampak ta sporazum je bil na nek način mrtev, ker je pač Vladimir Putin videl, da se da z Zahodom in predvsem z Evropo poigravati. In se je šel v politiko ustvarjanja zamrznenih konfliktov naprej in nikoli se temu ni postavilo po robu. In jasno, pač vsi gledajo tudi številke, ne. V tem času, ko je Rusija začela krepiti svoj vojaški sektor, so se sredstva v evropskem delu NATO ali pa Evropski uniji namenjene obrambi drastično zniževala in Evropa je februarja leta 2022, ko je Ruska federacija napadla Ukrajino v polnem obsegu, ugotovila, da ni sposobna spraviti skupaj 1 milijona granat. Kar je recimo, kar je bilo takrat na rusko-ukrajinski fronti porabljeno v enem mesecu. Tako da to, kar je zdaj, je v veliki meri gašenje požara, je pa tudi jasno, da situacija čez 10 let, leta 2035, verjetno ne bo takšna. Če mene vprašate, bo tam nekje čez par let prišlo do revizije tega sklepa, ki bo zdaj sprejet na vrhu NATO, ker se bo ugotovilo, da nevarnost ni več takšna, da ni več potrebe po 5%, zadeve se bodo pač ustavile na neki drugi ravni. Jaz tudi mislim, da evropska ekonomija ne prenese hitrega prehoda na 5% za obrambo na leto, ker to pomeni drastično krčenje sredstev za stvari, na katere so se Evropejci pač navadili, in vlade, ki bi šle v tako drastično krčenje čez noč, naslednji dan ne bi bile več vlade. Tako da mene ta debata, ki je zdaj, ne preseneča. Preseneča to, ko pri nas od ključnih ljudi slišite stavke v kamero, kako se bo to golfalo. Pač vsi iščejo neke načine, kako bi se zadeve, po domače rečeno, prodale volilnemu telesu, ker gre za pač velike premike tukaj, v strukturi javnih izdatkov. Nisem pa slišal nikjer drugod po Evropi, da bi nekdo kar v kamero govoril, kako se bo NATO goljufal. Če komu, potem se v slovenski vladi zdaj gledalo pod prste, kam bo šel ta denar.
in z velikim interesom pričakujemo razpravo o proračunu jeseni. Ne. Še posebej stališče edine vladne stranke s programom, to je stranke Levica. Ne. Ali bo glasovala za proračun, čeprav pravi, da je to nekaj popolnoma nesprejemljivega ali ne. Hvala lepa, še kakšno vprašanje? Ja, bolj imam pa še dve aktualni politični vprašanje za vas, gospod Janša. Samo to ni to ta tema. Prvo me zanima, na čelu stranke NSI se obeta sprememba, Matej Tonin po jesenskem kongresu ne bo več predsednik te stranke, ste se vi te spremembe razveselili, te napovedi, vidite neko možnost sodelovanja stranko NSI po volitvah. In drugo vprašanje, že vnaprej pa je sodelovanje z vami zavrnil po volitvah Vladimir Prebilič, ki je včeraj napovedal ustanovitev lastne stranke in kandidaturo na parlamentarnih volitvah. Kako to komentirate? Hvala. Torej, vse to, kar ste našteli, ni nič presenetljivega, ne. Vse je bilo pričakovano, ni pa to novinarska konferenca Slovenske demokratske stranke ali pa opozicije, ampak Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, tako da ne bi čisto mešal dnevne politike, bo še veliko priložnosti. Hvala lepa, jaz se vam zahvaljujem za naš obisk.